Pozdravljeni, z vami sem Minka in prele sem se tako od srca nasmejala. A veste, kaj je bilo? Poklicala me Irena, Štajerske, moja prijateljica, in pravi: Minka, kaj ga serješ, kaj govoriš na radiju? Zdaj jaz mojega sploh ne bom več dobila v kuhno. V glavnem, kaj je bilo? Zadnjič sem bila na Štajerskem valu gostja in sem govorila o hormonih in sem govorila o tem, kako pomembno je, da pa ženske razumemo svoje hormone in kako pomembno je, da moški razumejo svoje hormone. In potem sem razlagala naprej, da mi ženske, ko upravljamo moška opravila, s tem krepimo pač moške hormone, testosteron, in postajamo vedno bolj možače. Medtem ko moški, ki opravljajo ženska opravila, dejansko tvorijo ženske hormone in postajajo vedno bolj poženstveni. No, in glede na to, da je danes dan mučenikov, sem rekla, posnamem tale video za moške. No, zdaj pa odkje izvira sploh ta dan mučenikov, tako da vsem vam, mučeniki, kaj ne rečem, iskreno sožalje oziroma sočustvujem z vašo težko usodo, pa če res, pač ne, ampak okej. Boljše bi bilo, če bi bil dan moškosti, pa bi rekla, joj, čestitam ti, ker si moški, bravo, ker tako naprej, bodi v moški energiji. Ampak okej, govorimo o mučenikih. No, in te mučeniki tradicionalno se podarja, to je v bistvu kot neka protivtež dnevu žena, 8. marca. In zdaj, da veste vi, dame, kaj se na tak dan, poseben dan moškim podarja. Lahko jim podarite suhe češplje, lahko podarite trnovo palico ali pa suho klobaso. Okej, zanimiva simbolika, okej. Naj vam domišljija dela. Ta praznik sicer izvira iz 4. stoletja, 300 pa še nekaj, 300. leta pa še nekaj je bil v bistvu v Turčiji, takrat je bila to Armenija, se je 40 pogumnih mož, vojakov, odločilo, da se ne odpovejo veri in so vztrajali pri tem, da ostajajo v krščanstvu. In potem so jih te nasprotniki, ker se niso hoteli spreobrniti, porinili, zmetali v gole, v ledeno jezero in tam noter so pač zmrznili. No, in ta dan, se pravi 10. marec, je v bistvu 40 mučenikov. No, zdaj pa, če pogledamo 40 mučenikov, dajmo raje pogledati, kako naj moški bo bolj moški. Pa ne mučenik, ampak v moški energiji, ta trden moški, ki je res moški, ki ni ne ena copatka, da se razumemo, da je pač moški. No, zdaj mogoče se vi vprašate, ne, zdaj moja prijateljica, ki je rekla, jaz mojega sploh še v kuhno ne bom več dobila. Prav je, pač ne gre v fitness. Prav je, ne gre delati na vrt, zaradi tega, ker takrat, ko delam moške stvari, hitra hoja, vrtnarjenje, preštiha vrt, obreže drevje, okoplje njivo, zrihta vse, potem se mu tvorijo moški hormoni. Moški, ki pa opravlja pretežno ženska dela, pa postaja vedno bolj ženstveni, se pravi, se mu izklaplja moški hormon testosteron, in če ob tem občuti še stres, dejansko se mu še bolj izklaplja testosteron in dejansko se mu proizvajajo ženski hormoni. Zdaj pa poglejmo, kater hormon dela največjo težavo. Na eni strani, zdaj bom govorila najprej o teh dobrih hormonih, ki pomagajo pri tem, da je moški vedno bolj moški, da je zvest moški, da je moški v moški energiji, nenazadnje, da se mu tvorijo mišice in da ima tudi spolno energijo. Se pravi, dobri hormoni so, se pravi, prvi je testosteron, tega vsi poznamo, moški hormon, ki se tvori drugače v modih, tudi v nadledvičnih žlezah, ampak v vsakem primeru to je tisti hormon, ki moškemu povzroča globok glas,
moško mišičasto telo in dejansko pač tudi, da je v moški energiji. No, potem sta pa dva ključna hormona, ki sta potrebna za to, da se pač proizvaja tudi testosteron, oziroma trije. In to je hormon zvestobe, vazopresin, iz tega hormona se potem proizvaja tudi testosteron. Zdaj pa mogoče mnogi niste niti slišali, da ta čuden hormon obstaja. Hormon vazopresin se največ vsega proizvaja takrat, ko je ob orgazmu, in druga, ampak ne ob orgazmu, ko si sam pomaga do orgazma, ampak takrat, ko je v ljubečem odnosu in predvsem takrat, ko je moški pocrklan. Čohanje, ljubkovanje in tako naprej. Kako so prišli do tega? Raziskovali so dve, ali pa v bistvu prišli so do zaključka, da obstajata dve različni, to so ugotovili na podganah, in sicer prerezke podgane so bile take, opravila spolni odnos, zaplodila, že šla naprej, naskakovala drugo samičko in tako naprej. Medtem ko njihovi sorodniki, gorske podgane, te so bile pa zveste eni sami samički. In so prišli do ključne razlike, da imajo te gorske te podgane, imajo nek hormon, ki se imenuje vazopresin. Medtem ko prerezke podgane, ki so bile zelo živahne in so se kar vse križem razmnoževale, tiste tega hormona niso imele. In so prišli do zaključka, da bolj kot so se te podgane med sabo ljubkovale in tako naprej, več je bilo tega hormona in bolj so bile zveste. In potem jih je zanimalo. Če mi sklopimo tej gorski podgani receptor, kaj se bo pol zgodilo? Veste, kaj se je zgodilo? Gorska podgana, ki ni imela tega receptorja, kamor bi se vezal hormon zvestobe, je potem, kakor so mu nastavili drugo samičko, odskakljala k drugi samički. Se pravi, ženske, če želite, da vam je vaš moški zvest, crkljanje, povezovanje, dober seks vsake toliko časa, na redni bazi, tukaj govorim enkrat tedensko, ker so spet raziskave pokazale, da enkrat tedensko je najbolj optimalno za moškega, da doživi orgazem. Zdaj pa spet zakaj? Vsem tem sem pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Tako da, če vas to bolj podrobno zanima, pojmo na to zakaj. Če moški vsak dan doživi orgazem, to pomeni, da se mu nekako zmanjša testosteron, zaradi tega, ker ima vedno konstantno spolno aktivnost. In to pomeni, da ne potrebuje mišic, ne potrebuje biti privlačen za ženske, zaradi tega, ker pač na dnevni bazi doživlja orgazem. Če pa ne doživi vsak dan orgazma, se pravi enkrat tedensko, pa v bistvu njegov sistem sporoči: hej, nisi dobil orgazma, moramo proizvajati več mišic, ker tvoje mišice pomenijo, da boš bolj zanimiv za ženske, da boš izstopal, da boš lep, in to pomeni, da se mu tvori več testosterona in zaradi tega ima večjo spolno moč. Dobro, nada. No, pa imamo na naslednji dober hormon, ki je potreben za moške. Hormon progesteron. Boste rekli, čakaj, a ni to ženski hormon? Je, ampak moški ga imajo ravno tako. Kaj pa dela moški hormon progesteron pri njih tako dobrega? Ena stvar je, da izklaplja estrogen. Estrogen, ženski hormon, v moškem telesu dela samo zmedo. Povzroča, da moški postanejo taki želatinasti. Da se boste smejali, veste, tako kot želen bombonček. Vse plepola na njemu, začnejo mu prsti rasti. Dobi predmenstrualni sindrom, dejansko nihanje razpoloženja, tako kot da bi imel menstruacijo. Samo menstruacije ne dobi, ampak vse ostale simptome ima enake kot ženska. Ko ima pa moški hormon več progesterona, zdaj pa poslušajte, kaj mora narediti moški, da ima več progesterona, ker iz tega hormona se pa potem tvori spet testosteron. Se pravi, ko je v telesu, moškem telesu, dovolj progesterona
In to dobi zdravo hrano, če uporablja B6 vitamin, magnezij, cink, vitamin C. No, zdaj mogoče čistko to dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.com. Ne pozabite 10% popust. Pa omega 3. Vsi hormoni so topni v maščobi. In zdaj, kaj bi jaz dala mojemu moškemu? Jaz bi mojemu moškemu dala absolutno cink posebej, cink obvezno. Mojemu moškemu bi dala Provitality Plus, kar ima noter od B vitamina, B6, magnezij, tudi C vitamin, Provitality. In vsekakor bi jaz dala mojemu moškemu shake. Zakaj? Ker ima noter aminokisline. In zdaj poslušajte to. Aminokislina, se bom vrnila nazaj na tale progesteron, ampak v glavnem, ključna aminokislina, ki je za moške nujno potrebna, je, čakajte, samo da jo najdem, arginin. Zdaj pa kaj je ta arginin? Aminokislina arginin je dejansko naravna viagra. Ki jo pa dobi moški. Naravno viagro lahko dejansko moški poje, če uživa italijanski trdi sir, grano padano, arašide, pistacije, orehe, rožiče, kefir, sirotko, sezamova semena, lešniki, temna čokolada. In tisti, ki imajo premalo te aminokisline arginin, in prav v teh šejkih noter je pač arginin. Kdor ima premalo, poglejte to, kaj se zgodi. Prva zadeva, udari mu na erekcijo, zmanjšana spolna sla, povečanje maščobnega tkiva, mišična oslabelost, nezmožnost hujšanja, oslabelost imunskega sistema in povečajo se mu vnetja v telesu in pojav raka, nizka koncentracija, občutek brezvoljnosti. Zdaj pa pomislite na svojega moškega. Čakaj, parkiranje na kavč, daljinc ima v roki, obnaša se tako, kot da ima predmenstrualni sindrom. Kaj pa, če mu manjka ene aminokisline? Ja, zdaj pa moje vprašanje. Kaj pa je za večerjo? Glejte, če večerja ne vsebuje beljakovin in če večerja ne vsebuje, ne vem, nekaj od teh oreščkov, ajdove kaše, ajdovi žganci, in če za večerjo je bel kruh, ajdijo, pa parkira na kavč. Pa še slabe volje je. Zato glejte, zdaj spet ta video je spet za ženske. Vi ženske, če ste pametne, če vi želite imeti moškega, boste pazili, kaj date na mizo. Zato, ker to, kar vi date na mizo, bo vaš moški pojedel. In če vi na mizo date bele štrukle, ja, adijo, arginin, pa vse aminokisline, on se bo parkiral na kavču. Če boste vi rekli, ja, daj sam si nekaj vzem iz hladilnika, se lepo in prav. In če imate pri hiši bel kruh, si bo namazal, ne vem, gor nekaj, pa zraven popil po možnosti še eno pivo, adijo hormoni. No in kaj se pa zgodi? Pač ti dobri hormoni. No in kaj se pa zgodi? Da ima pač še čez dan stres, stresni hormon ga tako ali tako čist sesuje, če nima pravilne večerje, se njegov hormonski ustroj čez noč ne regenerira. Ker moški ima 24-dnevni cikel, mi ženske imamo lunarni cikel, pomeni, da se obnovimo v enem mesecu. Zdaj, če mi to razumemo, da 24-urni cikel pri moškemu se lahko obnovi, če moški je pravo večerjo. Beljakovine in zelenjava. Ja, ribe, zvečer ribe in blitva, ajdov kruh. Ja, lahko zvečer pršut, olive, sir, polnozrnat kruh, lahko en kozarec terana ali pa nekega vina, brez slabe vesti. Ampak problem je, če na to še je čokolado. Zato bodite vi ženske pametne, kaj vi vašemu moškemu date pod nos. Ja, če je preveč aktiven, mu pač ne dajati zvečer jajca, ker vsebujejo tudi te aminokisline. Če ima preveč spolnega apetita, da ga rade želite ugasniti, ja, pa mu pa dajte bele štrukle, pa mu naredite štrudel za večerjo, pa ga boste sigurno ubile. Zredil se bo, pristal bo na kavču, ja, res, da bo imel predmenstrualni sindrom, da bo ves čas tečen, ampak vi boste imeli posle mir.
Če si želite tega moškega. Če si pa želite moškega, ki je v moški energiji, boste pa bolj pametno pomislili, kaj boste dali vi zvečer, kakšno kombinacijo hrane, da ga spodbudite. No, zdaj gremo naprej. Se pravi, stresni hormon, ki ga ima čez dan, in če še dobi nepravo večerjo, dejansko ga ugasne. In zaradi tega, potem pa, da še pomiva posodo, pa sesa, pa še otroke daje spat, se mu tvori estrogen. Ja, samo še menstruacija mu manjka. Če moški želi, da se mu proizvaja testosteron, pomeni, da je čas, da si organizira, kdaj se bo družil z moškimi. Čas je, da se spravi v fitness ali pa delati neka moška dela, dvigovati uteži, delati res moške zadeve, cepiti drva, obrezovati drevje, obrezovati trto, prekopavati vrt. To so moški hormoni. Če želi, da se mu tvorijo ženski hormoni, ja ne pa zvečer kvačka. Seveda se režite, ampak okej. Mogoče malo pretiravam. Ampak ja, hočem vam povedati, tradicionalna opravila, prav je, da moški pomaga v gospodinjstvu, ampak če se on zavestno ne odloči, da se bo družil z moškimi, pa včasih šel samo na pir, pa rekel kakšno moško debato, njemu se ne morejo tvoriti moški hormoni. No, poleg tega pa se potem zgodi še dva ključna hormona, oziroma en ključni hormon, ki ga ubija. In temu se pa reče, to je hormon grelin, ki je v osnovi hormon lakote. Ta hormon grelin povzroča, da če ga je preveč v telesu, enostavno človek poje pri istem obroku tudi za 30% več. In zdaj, kdaj ta hormon začne normalno delovati? Prva zadeva takrat, ko dobro spimo, ko dovolj spimo, in druga zadeva, ko imamo redne obroke, se pravi zajtrk, ko imamo redne obroke in redno večerjo. In hkrati ta grelin, to sta dva hormona, ki sta v ravnovesju, se pravi, če je preveč grelina, je ponavadi pomanjkanje leptina, leptin je pa hormon sitosti. In se poveča lakota. Če pa dovolj spi, če je redne obroke, če ima zvečer omega-3 maščobno kislino, če vzame, na ta način se mu pa tvori tudi hormon leptin in ta hormon leptin sporoča sit si, ne rabiš toliko hrane, dobro se počutiš. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala, ampak želim čisto preprosto razložiti. Se pravi, dva hormona, grelin, ki povzroča rejenje, leptin, ki povzroča, da smo siti. In če imamo ta pravo hrano, se pravi hrano z nizkim glikemičnim indeksom, Minkina kuhinja. Vzamete v roke Minkina kuhinja, ker rečete, kaj naj kuham, to, kar piše tle noter za večerjo. Čisto preprosto. Tako enostavno. Tako da dajmo zdaj tako, dajte, ko imajo moški hormoni, žur so tako že s popustom. In če želite, je 20% popust zdaj na knjigo, in če želite zraven v kompletu še Minkino kuhinjo, itak brezplačna dostava, tako da imate dve take knjige, ki vam bosta pomagali pri tem, da boste razumeli hormonsko delovanje in tudi kuhali na ta način, da spodbudite normalno delovanje hormonov. No, zdaj, če gremo naprej, ti naši hormoni v našem telesu. Problem pri vsej zgodbi skupaj je stresni hormon. Ampak čez dan je prav, da ga imamo, da smo odzivni. Problem pa je, če se zvečer ne izklaplja in če jemo napačno večerjo. In to velja tako za moške, kot za ženske. In po drugi strani, če razumemo, da ključni hormoni zadovoljstva, pomirjenosti, recimo hormon dopamin, je hormon, ko se počutiš skorda zadet, od sreče. Dopamin se recimo tvori, ko smo na novo zaljubljeni, v bistvu kar hodiš, kot da bi bil zadet. Ali pa recimo ženskam se tvori hormon dopamin, recimo ob dojenju. In če se mogoče spomnite, kako ste se vi zaljubile, jaz govorim za sebe, zaljubila v svojega dojenčka in te preplavljajo samo lepa čustva. To je hormon dopamin. In dopamin je ključen za nas ženske, da se počutimo ženstvene, se pravi, to je hormon zadovoljstva.
In spet, kdaj ga mi lahko občutimo? Spet skozi crkljanje. Skozi takrat, ko smo slišani, ko imamo občutek, da nas nekdo posluša. No in po drugi strani, ta hormon crkljanja, zvestobe, veza prosim pri moških, je ravno tako skozi zadovoljstvo, skozi crkljanje. Potem imamo pa še en ključen hormon, ki je tako pri moških kot pri ženskah, in to je pa hormon DHEA. Ta hormon se tvori ponoči v nadledvičnih žlezah. Nadledvične žleze vemo, da so nad ledvicami, in v teh nadledvičnih žlezah se čez dan tvori stresni hormon, da smo odzivni, čez noč pa hormon DHEA, ki nas obnavlja, ki stopi maščobo na trebuhu, ki poskrbi za to, da se pomlajujemo čez noč, in ko pridemo v menopavzo in moški v andropavzo, iz tega ključnega hormona se proizvajajo tudi spolni hormoni. Pri moških testosteron, pri nas ženskah estrogen pa progesteron. Se pravi, zdaj pa naslednje vprašanje. Kaj naj pojem, da se tvori hormon DHEA? Preprosto, zvečer pred spanjem vzamete omega 3, 3 kapsule, spodaj bom dala povezavo, in pomembno je, da imate zvečer aminokisline. Se pravi, za večerjo jeste beljakovine in zelenjavo, potem pa zvečer pred spanjem vzamete omega 3 in C-vitamin. Oziroma, C-vitamin, lahko tudi flavonoide. V glavnem, ta kombinacija tvori potem hormon DHEA in vpliva na to, da se pomlajujete, da imate več energije, da se stopi maščoba na trebuhu, da imate napete trebuhe, lepe ritke, lep obraz, pač tako govorim, napeto kožo, ne potrebujete nobenih liftingov in ne vem česa, ampak potrebujete samo nekaj ključnega znanja. Tako, v osnovi je to preprosto, ko veš. Zdaj mogoče deluje vse novo, vse zakomplicirano, ne vas potolažim in zato pišem knjige, zato da vam je lažje razumeti. Moški hormoni, da lažje razumete, kaj sestaviti skupaj za moške hormone, in potem v drugem delu govorim o povezovanju, o čustvovanju in na koncu o teh hormonih, ki so v ženskem in moškem telesu. Recimo tukaj, lejte, pri ženski, ki se raven estrogena poveča vedno, ko z moškim lahko deli svoje občutke, in sicer na naslednje načine. Se pravi, ko ženska lahko z moškim govori, se ji poveča estrogen, se pravi, to je ženski hormon ženstvenosti. Ko govori o težavah, o odnosih, ko se recimo objame z moškim, občutek, ko je slišana, opažena, ko je v timu sprejeta, ko skupno praznuje z nekom, proslavlja nekaj, ko dobiva komplimente strani moških, ko prejema pomoč moškega, potem, ko moli, ko je hvaležna, ko gre na zmenek, ste že dolgo časa v vezi, pejte na zmenek, ko zganja romantiko, pa ne sama sabo, ampak ko z moškim občuti romantiko, ko je z moškim, ki ga ima rada, se pravi dotiki, ki ne namigujejo na spolnost. Veste, do česa sem jaz prišla? Mene tako močno zmoti pri ljudeh, ki jih srečam na nov, če dotiki spominjajo na spolnost. Pač tako. Bom zdaj do konca, redki gledate do konca, bom povedala, kaj se mi zadnjič zgodilo. Za Valentinovo je bilo eno praznovanje, še pustna sobota je bila in jaz sem šla napravljena v Charleston. Pač tako. Pač ženska energija. In tam je bil pač en moški, v tej družbi, ki smo šli skupaj, je pač samski. No in jaz grem pač to družbo na to zabavo, pač skupaj smo šli in v glavnem, kaj se je zgodilo. Pač vse lepo in prav, bila je večerja, po večerji že tako, ko smo plesali, se me je dotikal pod pasom, preveč. Že kar roko, tako preveč. No, ampak okej. Pika na i
je bila, ko smo povečerjali, mi poda, se nekaj čeka, je kakšen zobotrebec, mi poda zobotrebec, pa reče, mal je špičast, se, ke boš mojega imela v ustih, pa ni toliko špičast. Pač, kva? Samo tih si lahko, ne moreš. Kam smo prišli? Jaz sem človeka spoznala pred 1 uro. Si lahko predstavljate, kam smo prišli? Školiko je enostaven, ke mu bi pljunil v glavo. Jaz sem prav, pač sem pa malo odšla. Ko je enostavno, ko nimaš niti besed, niti ne moreš, enostavno si tako, kje smo? No, in takrat se sigurno ženski ne tvori estrogen, ampak v glavnem stresni hormon. Stresni hormon sigurno izplavlja iz telesa ali pa izklaplja ženski hormon estrogen. Se pravi, potem pa naklonjenost, prejemanje opravičil, šopek rož, prejemanje pomoči, drobna sporočila, voščila, tolažba, občutek, da je spoštovana, cenjena in občutek, da je ljubljena. In zdaj pomislite, kako malo je potrebno, da se tvorijo ti dobri občutki pri ženski. In če želite vi, moški, imeti lepe odnose s svojo žensko, peljte jo na zmenek. Kupite ji rože, ne samo za 8. marec, kar tako, zato ker jo imate radi. Objemite jo samo zato, ker jo imate radi. Pokličite jo, pa jo vprašajte, ej, bejba, kako si? Ona bo cvetela od vsega tega estrogena. In kaj se bo pol zgodilo? Vi boste imeli korist od tega. Absolutno korist od tega. Jaz se zdaj učim ena nova znanja in ena stvar, kar sem se naučila, je to, da energije se skozi žensko pomnožijo. Ženska pač pomnoži, ženska je tako kot zemlja. Daš seme, ženska rodi otroka. Spravi, vse, kar daš ženski, bo pomnožila. In te zakoni stvarstva so povezani s tem. Vse, kar daš ženski, da se bo počutila lepšo, da se bo počutila bolj ljubljeno, ona oziroma on, energije ti bojo 100-kratno vrnile to. Pomislite, zakoni, daš, poseješ seme, dobiš 100-kraten pridelek. Pomislite, poseješ, ne vem, posadiš 1 zrno koruze, dobiš ven koliko storžev in koliko teh semen. Pomislite, to je ženska energija. In dejstvo je, da če razumemo, no, glih zadnjič smo se pol doma pogovarjali z otroki o tem, kako v bistvu ženska je zemlja. In sem rekla, pač ne more eno njivo obdelovati, ne moreta 2 kmeta obdelovati eno njivo. In je bilo tako, ja pa lahko. In potem se smejim jaz in rečem, čak, pa se mi ne govorimo o kmetu, ampak govorimo o vrtičkarjih. Tako da v glavnem, če eno njivo obdelujeta, nista 2 kmeta, ker ne moreta biti 2 kmeta hkrati obdelovati isto njivo, ampak sta 2 vrtičkarja. Tako da, jaz sicer nisem za vrtičkarje, sem bolj za pač kmetije in tako da ne vem, zakaj ste vi, ampak v vsakem primeru, glejte, ženska je kakor zemlja. No in zdaj ena stvar, zadnjič smo se pa pol naprej pogovarjali, glih o tem, kako ena ženska, ki je ločena, nikakor ne zmore narediti koraka naprej in je nekako zataknjena s tem bivšim možem, čeprav ima on zdaj že novo vezo, novega otroka, ampak ker je v prvi vezi še vedno ona, mati, otrok, oni hodijo tudi skupaj na počitnice in tako naprej. Nekako ni zmogla postaviti meje. In zdaj poglejte, kaj se zgodi. Pojdimo nazaj na zemljo. Če nekdo se odločil, da bo obdeloval novo njivo, ta kmet. Mogoče to staro njivo ne želi, da jo bi nekdo drug obdeloval, je še kar lastnik in tudi če jo zaraste plevel, ni važno, on je lastnik te njive. No, zdaj pa za vas, ženske, ki ne morete iti naprej od teh čudnih odnosov. Kaj je treba narediti?
Treba je prerezati energijske niti na 10 plasteh naše duše in v teh znanjih, ki se zdaj učim, že preko poljuba, francoskega poljuba, da ne govorimo o spolnosti, nastanejo dušne pogodbe. In je potem naprej, kako prekiniti dušne pogodbe. No, pač jaz pravim temu enostavno, pač vzamete zdravilno molitev dekodiranja za rezanje, za preklic dušnih pogodb, oziroma vzamete v roke knjigo, ko imajo duše žur, začnete delati po tej knjigi, predvsem pa meditacije, ki so v okviru mojih tečajev, ženski krog, osebne preobrazbe, notranji preporod, te programi, kjer ima meditacije za rezanje eteričnih nivojev duše, za rezanje eteričnih vezi in predvsem za čiščenje maternice in očiščenje spolnih partnerjev iz maternice. Se pravi, prav energija, ker to itak veste ženske, energija, moška energija ostane v ženski maternici 7 let. In če želite, da razpadejo te energijske niti 7 let, morate biti vzdržne ali pa stare 93 let. Šele takrat razpadejo te energijske niti, razen če ne naredite meditacije za čiščenje maternice, da v vseh smerih časa in prostora porežete vse te energijske niti in se osvobodite partnerjev, bivših. A ste se že kdaj vprašali, zakaj vas k nekomu tako močno potegne? Srečaš nekoga, naredijo energija. Veste zakaj? Zato, ker energijske niti s smrtjo ne razpadejo. Energijske niti s smrtjo se samo prenesejo v naslednje življenje, v naslednjem življenju srečate to osebo. In takrat, ko jo srečate, energije delajo. To je to. Tako, jaz sem se razgovorila, jaz se vam opravičujem, toliko smo dolgi danes, ampak vseeno, za mučenike, za te uboge moške. No? Če so ubogi moški, to je res ubogi jaz, zanimiva, to ni dobra energija. Jaz bom rekla raj za praznik moškosti, katera sporočila so danes. Zdaj tudi mi ženske lete, ki smo pa preveč v moški energiji, to ni dobro, ne za naš hormonski ustroj, še manj pa za partnerski odnos. Vi, če želite imeti moškega kot moškega, vi morate biti v ženski energiji. Ja? V ženski energiji. In kaj to pomeni? To pomeni, da ga ves čas kritiziraš, ne da ga ves čas komandiraš, a spet si dal gor te hlače, ja kam pa peleš, kako pa vozaš, malo pazi. Nič od tega. Si tiho in govoriš takrat, ko je čas, da se pomenta. Ampak ne tisto, zdaj se pa midva mora pomeniti. In ga karaš kot majhnega otroka, kar ni naredil to in to in to. Ker on, če ga boste tako obravnavali kot majhnega otroka, bo točno to postal. In potem boste imeli občutek, da imate še enega otroka. Ja. Odpuščanje. To je ta prva zadeva. Komu je potrebno odpustiti? Moškemu v vašem življenju. Očetu. Očetu. To je prvi moški v življenju tako moškega kot ženske. Odpuščanje. Odpuščam sebi in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. To je prvo odpuščanje. Drugo sporočilo je, očiščen sem teže preteklosti. Dajmo tele dve sporočili prebrati, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, se pravi, tukaj je neka čiščenje teže preteklosti. Semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen do določene osebe napolni moje srce. In si potem ponavljate to. Naj Kristusova ljubezen do te in te osebe napolni moje srce. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomladna nova vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. In očiščenje, karta 53,
je pa, da vidimo, ljudje mi držijo ogledalo, kjer vidim, koliko se v resnici cenim. Danes bom brala za moške, usklajen sem z božansko energijo. Sem tako kot mirna, pretočna reka obilja. Dovoljujem, da mi je neskončno lepo, sebi dovoljujem, da samo sem v tem trenutku, tako kot je vse v redu. Gremo še na eno sporočilo. Prijaznost. Brezpogojno sprejemam sebe in druge. Ja, veste, kaj mi pade na pamet? Velikost. Brezpogojno sprejemam sebe in druge. A ste že kdaj, zdaj govorim za vas dame, že koga slišali in za vas moške mogoče vprašanje. Menite, da ste premalo obdarjeni. In kaj se zgodi moški, ki menijo, da so premalo obdarjeni? Začnejo to svojo bolečino obešati na ženske. In začnejo, saj jaz vem, da tebi tak nisem všeč, kot sem. Glejte, ljudje nam držijo ogledalo. Mi moramo razumeti, da ne da se branimo, ampak rečemo, razumem, ti sam sebe ne moreš sprejeti. Tudi ženske, ki govorite, saj vem, da ti nisem všeč, taka, kot sem, ti nisem všeč. Čakaj, jaz govorim o sebi, jaz sama sebi nisem všeč. Sebe ne morem sprejeti, sama sebe se sramujem, svojega telesa se sramujem. In gre se za to, kar obesimo drugemu, govori o nas. Zdaj pa kaj obešamo drugim. In druga zadeva, brezpogojno sprejemam sebe in druga, govori o ljubezni do sebe. Zato, ker vsak od nas prinese sebe. In če jaz nimam sebe rada, kako bom lahko imela drugega rada? Če jaz zanemarjam svoje telo, kako bom lahko poskrbela za najin odnos? In ravno tako, moški, ki ne poskrbi za sebe, zato da je pač v akciji, v gibljivosti in pristane na kavču z daljncem v roki. To pomeni, da tak odnos, ki ima do svojega telesa in nima niti toliko volje, da bi šel na sprehod, točno tak odnos, točno to energijo prinese v odnos. No, zdaj pa poglejmo tole prijaznost. Brezpogojno sprejemam sebe in druge. Do sebe si dovoljujem biti nežna, sočutna in mila. Se pravi, moški sočuten do sebe. Ta moja mehkoba se odraža pri vseh odnosih. Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po meni. Pomeni samo sposobnost, da se postavim za sebe. Prepoznavam svoja čustva in znam razbrati čustva drugih ljudi. In to pomeni, da to, kar jaz želim, znam izraziti, povem, kaj si želim in kako si želim. Govorim svojo resnico. Se pravi, ko sem jaz v resnici, ko sem jaz uravnotežena samo s sabo, bom lahko govorila o vsem, o vseh temah. Me ni sram. Ko imam pa jaz težave s sramom, s prekrivanjem, mogoče s kakšno zasvojenostjo, kaj se bo zgodilo? Jaz bom to obesila na nekoga drugega. Ko preprost je. In bom partnerju naprtila, pa bom rekla, ti si tak, jaz vem, da ti razmišljaš to. Govorim o sebi. Govorim vedno o sebi. Prišla je ven karta, tukaj primerjanje. Mi smo različni. Ampak, lih včeraj sem razlagala, šla sem na kavo z enim gospodom, ki je moja stranka, modra duša. In sem mu razlagala, kako pomembno je moška očetova energija. In on ima stabilnega očeta in seveda, ker ima stabilnega očeta, ima zelo stabilen posel. In ima stabilno, on ful lepo poskrbi za družino in za vse ostalo. Ful tako kapo dol. Zdaj pa kaj se pa zgodi pri nekom, ki nima očetove figure? Nima očetove figure. Da je njegov oče odšel zbežal v neko odvisnost. Kaj se zgodi? Ali pa ni bil prisoten, je bil odsoten takrat, ko fant potrebuje moško figuro, se pravi od 10. leta naprej,
Ko fant potrebuje očeta, da lahko zraste v trdno moško osebnost, pomeni, da tak moški nima korenin. In če nima korenin, je to tako, kot če bi želel hrast posaditi v cvetlični lonček. Vsi vemo, da to ne gre. Vsi vemo, da to ne gre. V cvetličnem lončku lahko raste ena limona, recimo, ne? Pač to še gre. Ja, lahko tudi ta starodavna oljka raste v velikem koritu. Sigurno lahko in je trdna. Ampak mogočen hrast sigurno ne bo rasel v cvetličnem lončku. Ne? Zanimivo, ker smo ravno pri drevesih, ne vem, kje sem prebrala, ali pa kdo je rekel, da je v bistvu oljka je tako kot žena. Tudi če ji nič ne daš, bo rodila. Trta je tako kot ljubica. Če jo ves čas ne obdeluješ, ti ne bo dala nič. In sem to enemu gospodu tle v vasi povedala, ker pač tukaj na Primorskem imajo vsi trte, tako se je smejal. Ampak pomislite, ne? Oljka lahko zraste in celo rodi skoraj iz nič zemlje. Oljka, ne? So zanimiva drevesa. To je prišla ta karta ven. In nedolžnost. Vrniti se v nedolžno energijo in zanimivo na tej sliki je starec z bogomolko v roki. Se pravi, nekdo, ki je dosegel modrost. In jaz verjamem, da cilj našega zemeljskega potovanja je, da pridemo do modrosti. O ženski energiji bom drugič govorila in govorim v okviru ženskega kroga. Za vse tiste, ki vas te teme zanimajo, dobrodošli. Pač jaz imam res rada te zadeve. Tako dobra znanja o tem, kako, recimo tudi mena, ni to, kar mi mislimo. Mena je dejansko čiščenje energiji. Najprej naših, potem pa družinskih, potem pa kolektivnih. Ampak vsem tem, mogoče v enem drugem videu, pa sploh za tiste, ki vas več zanima o tem, dobrodošli v ženskem krogu. Pač to je moj online izobraževalni program, kjer dejansko delamo meditacije, kjer učim ženske, kjer razlagam, kako grejo energije in ja, to je moja strast. To je moja strast. Rada imam zdravo hrano, rada dobro jem, rada podprem moje telo z hvaležnostjo, z omego 3, ampak sigurno je pa moja strast, svet energiji, kako se vse skupaj prepleta skozi naše telo in kako mi vedno bolj postajamo to, kar smo, eno svojo dušo, ta modrost. Res verjamem to, da tukaj v Sloveniji smo same stare duše, tako stare duše, s tako modrostjo, da, ja, kapo dol. Tudi tebe, ki tole poslušaš, ker se mogoče malo premalo zavedaš, da si modra, stara duša. Tako da to je to za danes. V glavnem, še enkrat, vse čestitke, vse dobro, vsem moškim, mi ženske. Smo pa na tem, da jim dovolimo biti moški, ker če kritiziramo svojega moškega in razmišljamo samo o tem, s tem decam ni nič. Ja, lejte, ga bomo porinile na kavč, z delincem pa spiramo roki. Se pravi, če mi njemu ne damo prostor, on ne more biti v moški energiji. Zato je čas, da se mi spravimo v žensko energijo, potem se bo vse v tem življenju spremenilo. Tako da uživajte, ženska čas je za žensko energijo.